Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci, v kateri vam bomo predstavili razstavo pod naslovom Naj medi in kjer predstavljajo seveda čebele in čebelje proizvode in vse, kar se tiče in pritiče zraven. Razstava pa je postavljena v Celjskem pokrajinskem muzeju, točneje v Spodnjem gradu. Tokratno občasno razstavo, ki je postavljena pod rekonstruiranim srednjeveškim obokom Knežjega dvorca ali Spodnjega gradu na Trgu celjskih knezov, je Pokrajinski muzej Celje posvetil čebelam in čebelarstvu. Pod rokami muzejskih restavratorjev so na razstavi pod naslovom Naj medi zasijale muzealije, kot so čebelji pani, panjske končnice in izdelki iz čebeljega voska, pa seveda razstavni panoji z opisnim in slikovnim gradivom. Razstavo so za ogled odprli v četrtek 23. marca, ko so na ploščadi pred Knežjim dvorcem pripravili tudi tiskovno konferenco. Osrednja figura razstave v vsej svoji veličini in imenitnosti pa je atraktivna tridimenzionalna predstavitev čebele velikanke, kranice, fizičnega modela naše avtohtone in zaščitene kranjske sivke, Apis mellifera carnica, v razmerju 1:1, torej v 100-kratni povečavi, z več kot 90% morfološko podobnostjo z resnično čebelo delavko, ki je navduševala obiskovalce v slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Dubaju, pred nekaj dnevi pa še na celjskem sejmišču na sejmu Alter Med, in katero predstavitev v Celju je omogočila Čebelarska zveza Slovenije. In priznati je treba, da je resnično impozantna, ter si jo je vredno ogledati. Pri pogledu nanjo obiskovalcev kar zastane dih. Kot veste, je Slovenija na lanski svetovni razstavi v Dubaju predstavila tudi eno izmed naših posebnosti, to je kranjsko sivko, ki so jo takrat s Čebelarsko zvezo Slovenije naredili v razmerju 1:1. Požela je veliko odobravanja in tudi muzeja smo bili takrat pozorni na to, čeprav takrat si nismo predstavljali, da bomo morda tudi to čebelo velikanko gostili tudi pri nas v muzeju, pa smo potem izkoristili priložnost v pogovorih s čebelarji, tudi eden izmed naših sodelavcev je čebelar, ugotovili, da obstaja možnost, da pride tudi k nam. Res ni priletela, smo jo morali pripeljati s tovornjakom, ampak končno jo imamo tukaj. Zakaj pa so se v Pokrajinskem muzeju odločili prav za to razstavo, pa nam je več povedal direktor muzeja. Ja, čebelarstvo je stara panoga, stara tudi par tisoč let, ker najstarejši primerki so tam iz leta 1000 pred našim štetjem. Res je, da v našem muzeju tako starih primerkov nimamo, imamo pa kar nekaj muzealij, ki so povezani s čebelarstvom iz 18. stoletja in 19. in potem še posebej tukaj bogata zbirka panjskih končnic, ki jih je takrat pripeljala v muzej Milena Miškon. Drugače, ta razstava je delo naših prostovoljcev in pa naših zaposlenih, seveda pa ne bi nastala brez sodelovanja Čebelarske zveze Slovenije, kajti glavni ne ravno muzealij, ampak glavni predmet za ogledati na tej razstavi je pa seveda čebela velikanka, ta kranjska sivka, ki je narejena v razmerju 1:1 in je Slovenija predstavljala na svetovni razstavi v Dubaju. Mi smo dobili tu izkoristili to priložnost, mi že nekaj časa tudi sodelujemo z tem ravno s Čebelarsko zvezo, ampak s Čebelarskim društvom Henrik Peternelj v Celju. Tudi vsako leto 20. maja, takrat, ko je svetovni dan čebel, na nek način to tukaj v muzeju z otroškimi delavnicami pač damo poudarek na ta dan, kajti brez čebel vemo, da ne bi bilo življenja in pa Slovenija je tukaj igrala izjemno pomembno vlogo, da je 20. maj bil razglašen za dan čebel. Kot sem rekel, že kar nekaj let to počnemo in tokrat se nam je resnično bila dobra kombinacija sreča in pa tudi hitro reagirali smo v muzeju. Ko se je pokazala priložnost, smo to razstavo naredili, bi rekli, manj kot dobre mesece dni.
Čebelarstvo ima pri nas bogato tradicijo in v svetu velja Slovenija za čebelarsko velesilo. Tudi Mednarodni dan čebel 20. maja je UNESCO sprejel na slovensko pobudo in UNESCO je čebelarstvo na Slovenskem vpisal v svoj seznam nesnovne dediščine človeštva. Tudi zaščita kranjske sivke in zahteva v Evropskem parlamentu po doslednem označevanju izvora medu za potrošnike so dosežki naših čebelarjev. Torej dovolj razlogov, da sta razstava in čebela velikanka našla mesto v Pokrajinskem muzeju v Celju, ki se sicer ponaša z bogato zbirko panjskih končnic. Pripravi razstave so svoj prosti čas posvetile 4 muzejske prostovoljke: Irena Gorenšek, Irena Meznarič-Varatovič, Ivana Mlikota in Petra Popovič, ki so delovale pod vodstvom koordinatorke razstave, pedagoginje in andragoginje profesorice Rade Hriberšek. Od 6 prostovoljcev so se 4 odločile za sodelovanje, izbrale so si vsaka svojo temo. Posvetili smo se posebej čebelji družini, potem panjskim končnicam. Gospod direktor je že povedal, da ima naš muzej zelo bogato zbirko panjskih končnic in pa zadnje, zelo popularno v zadnjem času je tudi tako imenovano urbano čebelarstvo, ne. In kaj je bilo njihovo osnovno vodilo pri razstavi? Muzej ena od nalog vsakega muzeja je tudi izobraževanje in javna služba, ne. In v teh časih, ko se res že zelo opazijo klimatske spremembe, smo želeli s to razstavo nekako opozoriti na to, kaj v resnici lahko kot posameznik napraviš za to, da ohraniš recimo ali pa pomagaš preživeti neki vrsti. In čebele so res, domnevno je Albert Einstein rekel, ne, ko ne bo čebel, ne bo človeštva. Da se to ne bi zgodilo, je naš namen bil izobraževalni. Razstava pa je samo del projekta, ki ga Pokrajinski muzej Celje izdatno dopolnjuje z vodenimi obiski in delavnicami za najmlajše ter strokovnimi predavanji in ustvarjalnicami tudi za starejše. Osredotočili smo se tudi na to, da bomo za učence 4. in 5. razredov, ki imajo v svojem učnem programu tudi spoznavanje čebel, pripravili posebne učne ure, ki jih bodo preživeli tu in se seznanili tudi s tem, kaj lahko sami napravijo za dobro in preživetje čebel. Potem smo za širšo javnost pripravili 3 strokovna predavanja. Prvo bo že 30. marca in sicer v Celju imamo zelo kvalitetno in zelo dobro šolo za hortikulturo in vizualne dejavnosti. Oni imajo v svoj čebelnjak in okrog skrbijo za medovite rastline in nam bodo svoje izkušnje prišli in nam jih predstavili 30. marca. Potem 6. aprila pričakujemo predsednika Društva Urbani čebelar v Ljubljani. V Ljubljani vemo, da je že kar veliko urbanih čebelarjev, ki se združujejo v tem društvu. Svoje izkušnje nam bodo predstavili v Celju in pa 13. aprila prihaja v muzej Nika Pengal, ki je certificirana čebelarka in apiterapevtka. Vemo, da čebele z svojimi proizvodi pomagajo pri ohranjanju zdravja, tako da nam bo predstavila, kako so čebelji proizvodi dobri tudi za naše zdravje. Poleg teh predavanj smo pripravili tudi 3 ustvarjalnice, in sicer prva bo že v začetku aprila. Gre za družinsko delavnico, kjer se bomo preizkusili v poslikavi panjskih končnic. Potem naslednja je namenjena pečatenju z čebeljim voskom in čisto zadnja, nekoliko pred koncem same razstave, mislim, da 13. maja, bomo pa segrevali čebelji vosek in delali izdelke iz njega. Kakšna pričakovanja pa imajo z razstavo v muzeju?
muzej igra tudi pedagoško vlogo, pedagoško funkcijo in tisto, kar želimo, to naše delo, majhen kamenček v ozaveščanju ljudi o pomenu čebel, kajti brez čebel seveda ne bi bilo življenja in tukaj moramo seveda vsi k temu pripomoriti ozaveščanje o pomenu čebel za življenje v naravi, kajti tista njihova funkcija je osebno najpomembnejše opraševanje rastlin, da potem lahko redijo. Med je pa samo za priboljšek. Zanimanje za razstavo Naj medi s čebelo velikanko pa je bilo že pred njeno otvoritvijo menda kar veliko. V muzeju imajo že najavljenih kar nekaj skupinskih ogledov. Najave že v zadnjih dnevih kar pridno kapljajo, tako da je marsikateri dan, ne samo za to razstavo, tudi z ostalimi našimi razstavami že napolnjen, tako da nekateri dneve še več enostavno ne moremo rezervacij sprejemati. No, vsekakor vam priporočamo, da si tole razstavo pod naslovom Naj medi ogledate in pa obiščete tudi katero od njenih strokovnih delov te razstave, se pravi predavanje, delavnice ali karkoli podobnega. Razstava pa bo tukajle v Spodnjem gradu na ogled do 19. maja letos. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.